Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Tokrat vas vabim k poslušanju simpatične pravljice o kobilici, ki je bila znana po svojem dobrem srcu in pripravljenosti pomagati vsakomur. Bravo! Ako je današnja knjižna junakinja želela pomagati čmrlju Bruntku, je zaradi nepazljivosti zamenjala dve zelo pomembni pismi. Le kako se bo razpletla ta nenavadna zmešnjava. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici iz zbirke Drobižki z naslovom Kobilica Milica. Kobilica Milica je imela izmed vseh prebivalcev vrta najmanj pameti. Tako so vsaj pravili. Toda ko je kdaj naredila vse narobe, ji k sreči nihče ni zares zameril, saj je bila kobilica Milica dobrega srca in vedno pripravljena pomagati. Toda nekega dne, medtem ko je Adela kot ponavadi poskakovala v travi, je Milica srečala Bruntka, ki je v vsaki tački držal po eno pismo. Kot na laž si prišla mimo, je rekel čmrlj. Prav tebe sem iskal, da odneseš to pismo kraljici Matici, to pismo pa Adeli. No, daj, skoči, kobilica, skoči in ne obotavljaj se preveč na poti. Milica je bila tako zelo prevzeta ob misli, kako bo nekomu koristna, da je kar poskočila od veselja, še preden je izginila med travo. Toda ni bila še niti na polovici poti, ko jo je že zgrabila radovednost, da bi pogledala, kaj piše Brundek. Na varnem predpogledi je previdno odprla pismi in jo hitro prebrala, toda v strahu, da bi jo kdo zasačil, je vsako posebej v naglici dala nazaj v ovojnici. A zlomka, zmotila se je. Pismo za kraljico je bilo zdaj naslovljeno na Adelo, tisto za Adelo pa na kraljico. Prišla je pred Adelino hišo in pod vrata vtaknila pismo z njenim naslovom. Potem je odšla v smeri proti panju, kjer je živela kraljica Matica. To je bila stara palača iz voska, v katero ni mogel kar vsakdo vstopiti. Kdo gre? So zavpili stražarji in prekrižali našpičene helebarde. Prinašam pismo za kraljico, je sramežljivo rekla Milica in pomahala s pismom v roki. Pismo za kraljico, so ponovili stražarji. Neka čebela je vzela pismo, ga dala spet drugi, ta naslednji in tako je pismo prišlo do kraljevskih soban. Ko je kraljica odprla svoje pismo, je zakuhala, zardela od jeze in začela vpiti tako glasno, kolikor čebele sploh lahko. Priznati je treba, da to, kar je prebrala, ni bilo prav prijazno. Velika črtasta žuželka brez srca. Če te še kdaj dobim, kako kradeš cvetni prah z mojih rož, ti bom potrgal vsa krilca. Podpis Brundek. Medtem je Adela na pragu svoje hiše našla Brundkovo pismo. Častna čebelja, temu čmrlju se je zvrtelo v buči. Poslušajte, prijateljčki, kaj mi piše. Moja draga čebelja kraljica, tvoj med je slastna medica, da ob njem še rože ovene, kot brez tebe srce moje vene.
in vsi so se mu začeli posmehovati. Zaljubljenje, zaljubljenje! Kot si lahko predstavljate, je kraljica Matica, ki se še čisto nič ni pomirila, ukazala svojim vojakom, da ujamejo tega predrznega čmrlja. Na pomoč, pomagajte mi, je vpil ubogi Brundek in se branil. Potem pa je Milica spoznala, kako zelo neumna kobilica je bila in je stekla k Adeli, edini, ki je lahko pomagala Brundku iz nesreče. Častna čebelja, je rekla Adela. Ne vidim druge rešitve, kot da vrneš kraljici, kar je njenega. Toda ne pozabi mi vrniti mojega pisma. Obljubim, je rekla kobilica in že izginila. Milica se je pogumno vrnila k kraljici Matici, ji predala pravo pismo in pojasnila svojo napako. Ko je kraljica prebrala te nežne besede, se je jeza počasi razkadila in Brundek je bil znova v milosti pri njej. Drugo pismo pa, ali bolje koščki, ki so ostali od njega, je Milica raje ohranila in ga ni izročila Adeli, ker ni želela še dodatno zapletati zgodbe. Mislim, da je vsaj enkrat naredila to, kar je prav. Bravo, Milica! Kljub začetni zmešnjavi je na koncu kobilici le uspelo uspešno razrešiti zaplet s pismoma. In vse pohvale tudi za modro odločitev, da drugo pismo obdrži zase ter tako prepreči nove morebitne zaplete. Konec dober, vse dobro. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še drugim zgodbam iz zbirke Drobižki. Naj vas zgodbe vedno znova spomnijo na srčnost. Pošiljam vam pravličen pozdravček v družbi simpatične kobilice Milice. Čau, čau! Bravo!